Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je državni svetnik in zagorski župan Matjaž Švagan. Dobrodošli v našem studiu. Hvala za dobrodošlico in pa vaše povabilo med vaše gledalke in gledalce, ki jih prav tako lepo pozdravljam. Predlagam, da oddajo začnemo mogoče srečnim razpletom neke humanitarne zgodbe. Zgodbe z Nerminom. Nekako lansko leto pomladi smo to temo odprli, rešitev stanovanjskega problema, in občina, vi, stanovanjska, ste njegovim težavam prisluhnili in zadevo rešili. Pa prosim, da slišimo, kaj je povedal. Jaz bi se rad zahvalil prvo občini Zagorje ob Savi, ker mi je po kar enih par mesecih pomagala priti do stanovanja. Jaz sem zelo vesel in srečen, da se je ta moj problem rešil. Zahvalil bi se pa tudi stanovanjskemu podjetju, da so mi pomagali realizirati zadevo, pa tudi županu občine Zagorje ob Savi Matjažu Švaganu, in zahvalil bi se pa tudi ETV televiziji, ko mi je pomagala nekako realizirati, da se mi pomaga, da pridem do stanovanja. In jaz iskreno in iz srca sem zelo vesel in še enkrat se res vsem zahvaljujem. Gospod župan, kolikokrat ste deležni takšnih zahval, če kakšno stvar rešite? V politiki je, kar je tudi normalno, malo zahval, ker dosti ljudi misli, da in večinoma vse pripada, ampak to bolj ocena, ki je na splošno v Zagorju. Je to ena od zgodb pozitivnih, tako da tudi zahvala gospodu Nerminu za te lepe besede. Veliko je težkih zgodb, ki jih osebno poznam, mnogi se ne želijo izpostavljati, ampak kot sem rekel, kot župan sem vsakodnevno bolj obdan kar 90% ali pa 100% z negativnimi stvarmi, kar na en način je razumljivo, ker ljudje pričakujejo od nas včasih nemogoče. 17,000 ljudi je v Zagorju, vsak ima svoje težave, vendar pa, kot sem rekel, ta pozitivna energija v Zagorju je, te zahvale so. In godijo, ne? In godijo. Tudi takšna zgodba, ki jo slišiš, moram reči, ti seže do srca, ti da pozitivno energijo. Seveda pa vedno po takšni zgodbi si vedno zamisliš, koliko še zgodb, ki bi jih bilo vsakodnevno potrebno rešiti. In jaz vedno pravim, ko včasih kdo prosi za stanovanje ali za službo, pa mu ne morem zagotoviti enega ali drugega, pa mu včasih potem ne pogleda ali se stran obrne v smislu, češ, saj mi nisi pomagal. Vendar res ne poznam župana ali človeka, če bi lahko pomagal, da ne bi pomagal. Vendar pa na koncu so tukaj določene omejitve in sam osebno pa vsaj upam in si želim, da vsaj večinoma misli, da kljub dolgemu stažu v politiki, vsem funkcijam, da sem postal človek, in moram reči tudi, kot sem rekel uvodoma, takšne besede sežejo do srca. Je pa treba tudi to povedati, da ne bodo gledalci mislili, da je zadeva bila rešena kar v enem tednu, da se takšni problemi rešujejo kar včasih tudi leto in tudi več. Da je treba biti tudi na strani tistih, ki prosijo za kakšno pomoč, tudi malce ne preveč neočaka, malce potrpežljiv. Da niso edini, da imajo tudi drugi probleme in težave.
Tako je, vse večinoma ta strpnost, ta razumevanje je. Tudi gospod Nermin, lahko rečem, ga razumem, da včasih je tudi sam dobesedno izgubil živce, kar je razumljivo, glede na pogoje, v katerih je živel, zaradi svojih otrok, družine, da človek želi čim prej rešitev, ampak kot sem rekel, gre za vašo strpno zahvalo in njemu in na koncu smo prišli do rezultata. Konca, ne? Tako da sem pripričan, da takšnih zgodb je bilo in jih bo še veliko uspešnih v naši občini. Čim več pa pogovarjati in medsebojnega razumevanja. No, greva še na druge zgodbe. Seveda je lani zelo odmevala tista vaša obljuba v izgradnji nove telovadnice pri osnovni šoli Toneta Okrogarja. Kako zdaj stvari stojijo? Nekako ste takrat rekli, da boste poskušali začeti z investicijo, preden se vam bo iztekel ta mandat, kateri že? 6. mandat. 6. Morate že vi pomisliti, ne? Moram reči, da ta razmislek, ki je bil, sem hotel dodati, da za nekatere predolgo oziroma preveč mandatov v Zagorju, ampak kot sem rekel, vse en sam ne more, vsi pa lahko uspešno vodimo Zagorsko dolino. Res sem v lanskem letu otrokom obljubil na osnovni šoli Toneta Okrogarja novo telovadnico, da začnemo s to investicijo do konca tega mandata. Pogovori potekajo v pozitivno smer, ne na državnem nivoju. Tam denarja za to ni? Tam denarja 2018 do 2020 enostavno ne bo, ne za predšolsko, osnovnošolsko vzgojo, ne za glasbeno vzgojo. Skratka, smo soočeni na rekovajih z ničlo. Je pa to tudi res, da ste vedeli, ne? Da tudi takrat, ko ste dali to obljubo, da boste poskušali v proračunu najti denar, ste vedeli, da tudi na državi ni denarja, ne? Ja, vsekakor. Pa ste kljub temu vsekakor, gledajte, junaško obljubili. Jaz se sploh ne zgovarjam, da ne bi tega izpeljal, da ne bi dobil države denarja zaradi tega, ker sem čakoval. Jaz sem to vedel takrat, ko smo obljubili in ta moja obljuba je bila popolnoma suverena in za njo stojim. In je realna. Šolo svetom staršem, predsednico je usklajeno, termini so usklajeni in jaz sem prepričan sem, da nam bo to uspelo. Okvirni izračuni so že narejeni, bo to milijon pa pol, 2 milijona? Mi računamo, da vse zavisi potem seveda od samih ponudnikov, ker cene tukaj zelo varirajo, ampak mi računamo, da skupna ocena bo tam med 2,5 do 3 milijone evrov. Kajti vključno bomo šli tudi v delno sanacijo, kar se tiče inštalacij v dotrajanem delu šole. Mi pa moramo vedeti, da v osnovno šolo Toneta Okrogarja smo pa že v zadnjih letih vložili, vključno s podružnično šolo Kisovec, okrog 800 000 evrov z sredstvi ekosklada, proračunskimi sredstvi in tako da bomo sigurno to izpeljali. Se bo treba verjetno zadolžiti, ne verjetno, ampak skoraj zagotovo, ne? Tako, mi smo se v letu 2015 oziroma 2016 za 25% razdolžili. Vedeli smo zakaj, vedel sem zakaj, kajti ko nekaj obljubiš, moraš vedeti, da moraš tudi to obljubo izpolniti. Kot sem pa že večkrat rekel, če daš otrokom obljubo, mora za tistim stati in če otroke zavajaš kot politik, je to slaba popotnica potem za njihovo življenje in gledajte, jaz lahko še enkrat rečem, da bo. No in nasproti te telovadnice je bil tudi predviden prostor za bazenski kompleks. Je to še vedno v načrtih? Vem, da se je to prej poskušalo prijaviti na te razne evropske razpise, pa pač ni šlo skozi. Je to še vedno opcija, glede na to, da je tam spodaj pa je tudi topla voda? Ja, kar se tiče evropskih razpisov, nobena od občin ni dobila pozitivnega sklepa, tako da... Takrat je šlo vse v Stožice, bolj kot ne? Ne, to je bil ta razpis, ki je bil v lanskem letu, oziroma v letu 2015. Ampak načrti so bili pa tudi že prej, ne? V novembru, v marcu 2016 bi mogla biti odločitev, pa še do danes občine niso dobila nobenega odgovora, ampak to je
diskusija, ki bi lahko šla nekako višji nivo, da ne bi gledalke in gledalce s tem utrujali, ker od nas pričakujejo na koncu rezultate gole. Tako da tukaj ni bilo možnosti te investicije zapeljati v evropski okvir državni. Vsekakor pa mi s tem projektom telovadnice projektiramo tudi bazen 25-metrski, ki pomeni določen nadstandard, vendar pa pomeni tudi nujnost. Torej ne samo telovadnica, tudi bazen? Ampak to v drugi fazi. V drugi fazi. V drugi fazi. Ampak so projekti, bojo pa pripravljeni. Tako. Ko bo prišel denar. Tako, vedno moraš imeti projekte v predalu. To se je pokazalo tudi za večkrat povedano zgodbo tudi na vaši televiziji s črpalko 17 sekund čez ponoč, ko smo imeli projekte in dobili 3 milijone evrov za ploščad in pa za muzej. Tako da vedno moraš projekte imeti pripravljene in to je prednost, ki v Zagorju živi 24 ure. No, ko ste že omenili tudi ploščad, v eni prejšnjih oziroma v prejšnji oddaji naše informativne oddaje 7 smo opozorili, da tam, kjer je fontana, tam, kjer šprica ven voda, da je spodaj že so se pojavile poškodbe za rjavelost, torej očitno ni bilo umontirano na tej ploščadi material, ki ne bi rjavel, torej nerjavečo jeklo. Je to še v garanciji in se bo to, kolikor vem, kolikor nam je direktor občinske uprave Rudi Medved povedal, da se bo to reklamiralo in to popravilo. Ampak ne vem, ali ni bilo dovolj kontrole, ali je šlo tu za izvajalca, ki je poskušal ugraditi cenejši material? Ker zarjavelo je pa je kar dobro že načelo. Ja, jaz sem to takoj opazil po pričetku obratovanja in takoj se je pokazalo, da material ni primeren glede na samo funkcijo fontane in tudi takoj opozoril na to, opozorili izvajalca, mi imamo garancijo in ta stvar se mora zamenjati. Bo potrebno razkopavati, se da to kako drugače? To je stvar zdaj breko med projektantom in med izvajalcem, kaj je bilo v popisu, vendar pa, kot sem rekel, za ljudi je pomembno in za mene, kot za vas, da se takšne stvari odpravijo in da tega... Da se opazijo in odpravijo. Tako in odpravijo in to bo odpravljeno. Tako kot se je tudi krožišče, ki je bilo zelo valovito, pa so ga potem še enkrat preplastili, uredili, zdaj je pa okej, ne? Tako je. Je pa sama investicija bila izredno velika, to je bilo kar celo delovišče v centru Zagorja. Poleg tega smo ugotovili še veliko ostalih napak. Večji del je bilo kvalitetno upravljeno, seveda so pa določene točke, glede na veliko površino, ki jih je pa potrebno v garancijskem roku odpraviti. Garancijski rok pa, ja. Z določene stvari 5 let oziroma 2 leti in rok je do konca aprila. Boste te roke lovili, ne? Vsekakor, kot smo že marsikdaj tudi pri kakšnem drugem projektu unovčili bančno garancijo. No, še na socialnih omrežjih se je pojavilo tudi to vprašanje, količina vode, ki gre v obe fontani, tako tisto na krožišču, kot to na ploščadi. Kako je s to? Gre to pitna voda? Je mogoče spodaj zbiralnik, da se ista voda uporablja? Mimogrede, imate te podatke? Gre za veliko porabo vode? Ja, ni nobena skrivnost, ker mi delamo javno. Ko smo fontano spravili v funkcijo, so bile količine nadpoprečne. Sedaj gre pa to za krožni sistem, seveda nekaj kubikov vode, vsekakor gre iz klapi oziroma gre v odtok, vendar pa lahko rečem, da je naša prednost, da je obnovljen vodovod, če govorim v samih izgubah v sistemu in včasih lahko rečem, da več se zgubi pri nekaterih domah, ko voda kaplja, kot pa pri teh velikih stvareh. Seveda pa mi vemo, da je vsak cent v proračunu spoštovanja vreden in tudi vsako napako odpravimo. Prav tako
pri vodi. Vendar pa to je nadstandard, ki na koncu tudi nekaj stane in sama ta fontana je morala biti izvedena v skladu z projektom. Voda pa kroži v večjem delu. Ne? Tako je. Tako. Omenili ste tudi projekt tistih 17 sekund prenova muzeja. Muzej je res čudovit, tudi nekaj obiska je, pa vendarle muzej bo treba tudi v naslednjem obdobju financirati oziroma tudi uslužbence, ki so tam zaposleni ali pa v okviru tega zaposleni. Kako je s tem? Se muzej pokriva finančno oziroma kdaj računate, da naj bi se finančno pokril? Ker čist tako, no, pavšalni pogled na same obiske ni tolikšen, kolikor bi mogoče pričakovali. Tudi glede na vse to, kar se vidi lahko v njem. Ne? Ja, malo muzejev v Sloveniji, ki bi se rentabilni oziroma sami živeli, vendar mi stremimo k temu, da ta muzej se na koncu sam preživi vsaj v večjem delu. Ne. Tako imamo v letošnjem letu v programu tudi tega LAS-a in pa občinskega proračuna, da se dvorana, ki je poleg muzeja, kjer je bila transformatorska postaja, obnovi, da ena nova vsebina nadgradi in tudi širše v slovenskem prostoru to predstavi kot še ena dodatna dejavnost muzeja. Seveda pa vemo, da bomo morali še kaj več storiti, če bomo želeli priti do cilja, ker naši cilji ali pa moji cilji niso tisti, ki so na slovenskem povprečju, ampak morajo biti cilji tako zaposlenih, kot so tudi moji nadpovprečni. In tukaj nas še čaka vsekako delo. Mi imamo sedaj turistično-informacijski center znotraj Zasavja v Trbovljah in sedaj se to seli v Zagorje, ker to 5-letno obdobje je poteklo evropskih sredstev, ko smo morali imeti TIC in sofinancirati v Trbovljah. Kam pa se seli? Selil pa naj bi se v Zagorje oziroma poročujemo še možnosti ali v Kisovec ali v eno izmed teh točk. Kaj naj bi pospešilo tudi obisk, turistični obisk Zagorja? Tako promocijo Europarka, skratka kolesarskih poti, ker so uspešni kolesari v Zagorju, kolokluba Zagorska dolina, tudi Europark nadgrajujemo, čakamo razpise, pozitivno računamo vsaj kakšnega in tako da kar oremo pozitivno ledino. Omenili ste kolesarsko stezo, kolesarske steze. V sredo smo v studiu gostili tudi predsednika in podpredsednika Športnega društva Izlake. Tema pogovora je bila tudi kolesarska steza iz Izlak do Kisovca, recimo pa potem naprej. Kako daleč je ta projekt? Vem, da se je bivši predsednik krajevne skupnosti Borut Novšak precej zavzemal za to, tudi neki projekti so bili že narejeni. Seveda vemo, ne, da je tu država, da je tu državna cesta, pa vendarle. Bomo kdaj tekli, kolesarili po kolesarski stezi, pa ne po cesti? Ja, jaz sem prepričan, da nam bo to uspelo. To bo eden izmed zelo velikih projektov. Seveda, včasih papir vse prenese ali pa ko zahtevamo kakšno stvar, vendar tukaj je zelo velik poseg. Če se peljemo proti Izlakam, tudi sam večkrat razmišljam, čeprav idejne zasnove so že narejene in zemljišče. Mislim, da tukaj bomo morali na podlagi cestne te strategije, ki jo sedaj sprejemamo v zaključni fazi tudi na občinskem svetu, dati prioriteto in na prvo mesto poleg nekaterih varnih prehodov Kisovec, potem obrtna cona Kisovec, mislim Kisovec v centru, potem pri Šparu je pa vsekakor kolesarska steza proti Trojanam, ena izmed prioritet in mislim, da to ni privilegij, ampak to nam pripada zaradi same varnosti in življenja, ki se dogaja na tej poti. Tako kot jaz se tudi vi po tej cesti Zagorje Izlake pogosto peljete in lansko leto
predlani je bila kar večkrat cesta prenovljena na nekaterih odsekih in tam pri Siporeksu iz Izlak proti Kisovcu na enem delu je škarfa, ki je šla iz Medije, odtrgana in tam je cesta zelo poškodovana, tudi zdaj je znak. Občina to, ki pregleduje, čeprav vem, da niso to vaše ceste, ki pregleduje, pa ki javlja te poškodbe na cestah, praktično na prenovljeni cesti, ne, naprej tistimi, ki so odgovorni. Vsekakor, če ne bi občina bila intenzivna pri tem, verjemite mi, da bi bila ta cesta še vedno takšna, kot ste opozarjali pred 4-5 leti tudi na vaši televiziji in tudi vsak dan. Tudi drevje ob cesti, ne, ki je zdaj lepo posekano. Tako in mi vsakodnevno opozarjamo na te varnostne ograje, na te udrtine, na same preplastitve in jaz sem prepričan, da se nam bo uspelo od mostu pa do proti Šparu preplastitev narediti s pomočjo državnih sredstev, potem od pričetek del od čistilne naprave pa do semaforja, ki je še vedno za kamnito asfaltno podlago, ki predvsem vpliva na varnost oziroma tudi na samo bivanje na tem področju in tudi na cestni infrastrukturi končno pričetek izgradnje ceste Roardi, aprila razpis in pa Sopota Podkum, kjer je žal šlo tudi na državno revizijsko komisijo, sam izbor inženirja za izvedbo del, kar se tiče nadzora in potem tudi izbora izvajalcev. Tako da jaz mislim, da 2017-2018 bodo ti trije projekti zelo uspešno zaključeni. Sproti pa se mi zdi, da to cestno podjetje, ki zdaj upravlja pa izvaja investicije na cestah tu v Zagorju, je boljše kot mogoče kakšno prejšnjo, ne? Ker več ga vidimo, več se ureja, prej se drevje ni ob cesti, brežine se niso čistile tudi 10 let. Ne? Očitno imajo več posluha ali pa več denarja, zdaj ne vem. Se ni vse v denarju, ne? Na koncu vse delajo ljudje in če so ljudje na pravem mestu, tako kot je pri CPG-ju, kot pri nas, tudi ljudje opazijo spremembe in pa bolj varno in pa zanesljivejšo pot, tako da in gre tukaj. Ste tudi vi bolj zadovoljni zdaj s tem novim? Vsekakor. Ja. No, še v Kisovcu šla še na Čibinovem travniku, tudi tu so se že delali projekti, kaj naj bi se zgodilo na tej travnati površini, ki je mimogrede za poplave namenjeno, ne, da se voda lahko razlije. Mora biti kakšen tak prostor, ne, tako da kakšna stavba tam verjetno ne bo, za kakšno gradnjo ni primerno. Kaj pa za kakšno otroško igrišče, za kakšno športne rekreacijske površine, je to kje blizu? Ja, Čebinov travnik, veste, da je bil pred 10 leti predviden za pozidavo za športne rekreativne površine, potem je država to nam spravila na ničlo v smislu, da je to podplavno področje in smo lahko vso našo vizijo spravili v predal. Te obljube in ideje oziroma obljube z moje strani so bile že večkrat dane. Moram reči, da v zadnjem času so se določene razprave malo spremenile in v roku 2-3 mesecev bomo morali tudi zavzeti eno razvojno stališče, kaj v Kisovcu narediti zaradi posameznih nakupov, ki so se izvedli v okviru stanovanjskega podjetja, kar se tiče same lokacije na Lokah. Šlo je za lokacijo, ki se je prodajala v stečaju, kjer je bilo po projektu občinskem prostorskem načrtu predvidenih preko 50 stanovanj na Lokah. To je vsekakor številka, ki je prevelika za ta prostor, ta projekt potrebno prilagoditi. Ostaja tudi problem vrtca, ki je na poplavnem področju, tako da sedaj z mojo ekipo pripravljamo eno celovito rešitev, ki mora dati tudi rešitev, kaj s Čibinovim travnikom oziroma športnim rekreativnimi površinami, ki Kisovčanke in Kisovčani nujno rabijo. Zelo aktualno je v zadnjem času tudi dogajanje okrog Sveje. Del proizvodne je že v teh prostorih, ampak tam stoji tudi upravna zgradba. Lahko smo zasledili, da
se razmišlja, da občina razmišlja, da bi odkupila to stavbo, ne vem, številka 300 000 evrov, na pamet govorim, pa da bi se tja preselila glasbena šola, ki že kar nekaj časa se opozarja, da rabi večje prostore, pa vendarle, ne. Tam je bilo neka proizvodna dejavnost, smo se potem poslovili od tega, pa bo zdaj tam glasbena šola, če bo. Težka razprava, težka odločitev, težka pobuda, najtežja z moje strani v zadnjem obdobju. Prvo, upravna stavba sveja ni bila proizvodna. Če bi rekli danes, pa ne me narobe razumeti, pa da bi kdo te besede obrnil, so bili bolj potrošniki. Gre za pisarne, ki so bile nujno potrebne, pa salon. Ne gre za proizvodni del, ki bi lahko... Upravna stavba nekega podjetja. No, tako, in v tem objektu ni bilo proizvodne. Ta objekt se prodaja že več kot 3 leta. Bilo je 6 dražb, oziroma 7 sedaj. In lahko pred očmi vidimo, kot je bilo pri Medijskih Toplicah, kako vsakodnevno objekt propada. Če je prazen. Če je prazen, in ta stečaj lahko traja še nekaj let. Morda bo kdo rekel sedaj, da pretiravam, ampak če pogledamo, da od ene druge dražbe poteka 6 do 8 mesecev, potem vemo, kako na kakšen način. Vmes so pa stroški. Vmes so pa stroški tako za plače, ne? In objekt propada. Ampak če plač po vzdrževanje, gledajte, to so stečajniki, ki imajo svoj koncept sodišča, v katere se jaz ne bi spuščal, to je stvar diskusije na višjih nivojev, ki bodo morali... Vse to pa je proračunski denar, ne? Vse na koncu plačamo ljudje, ne? Jaz sem veliko razmišljal, kaj s tem objektom. Kar nekaj interesentov je bilo takšnih in drugačnih, neuradno slišanih, kaj bi s to svejo počeli. Tudi to mislim, da danes ni razprava, ampak je bolj v tej pobudi, ki jo bom dal v nočinski svet. Aprila 10. ko imamo sejo. Mi smo že hoteli, kot je znano v informacijah, upravno stavbo kupiti pri ceni okrog 600 000 evrov, ker sveja prednje šla v stečaj, nam je to prodajala 1,5 milijona 800 000 evrov, da bi občina odkupila in pomagala sveji, da preživi, ker bi se selili v proizvodne dele, v zgornje dele. Do tega dogovora, hvala, da nismo takrat to naredili, ker bi potem še danes, se vprašanje, če bi tukaj sedel. Mogoče še hodili po sodišču, ja. Če bi tukaj sedel, ker na koncu, ko pomagaš in sam razmišljaš pozitivno, pa ne govorim, da samo o sveji, govorim splošno, je pa veliko ljudi, ki ne razmišljajo tako kot ti, ampak imajo druge plane, takšne in drugačne. Ampak, gledajte, govorim splošno, bogati, bogatejši, revnejši. Ampak gremo nazaj, če gremo na to zgodbo. In glasbena šola ima te probleme. Ena izmed najuspešnejših v Sloveniji, res rezultate vrhunske. In sem se odločil, da grem v to potezo, v pogovore z upnikom. To je Ledava, ki je kupil terjatve od Ljubljanske banke. To je že kar nekaj časa. Te pogovori so bili in lahko rečem, da bom dal na seji občinskega sveta, da občina to odkup, da ne propade ta objekt, da selimo glasbeno šolo v ta objekt. Seveda to ne bo čez noč. Čez noč je ta odločitev prišla, čez noč je potrebno najti v rebalansu, ki bo sprejet v septembru, sredstva in potem tudi za samo investicijo. Gre za to višino približno, kot sem jo omenil, 300 000 evrov, ali se ne smeš o tem govoriti, ker se še to stvar pogajanj? Ne, gledajte, jaz moram povedati, jaz vedno govorim odkrito, to je javni denar, ni županov ali pa moj. Ponudba, ki bo dana tam v višini med 300 pa 350 tisoč evri. Mislim, da je dober nakup. Danes za koga morda odveč, je pa sigurno dolgoročno to investicija, o kateri bodo še govorili, seveda ne o Matjažu Švaganu, ker
Glede se zavedam, da en teden, ko me ne bo več na županski funkciji, bo o meni govorili, potem pa ne več takšno življenje in pravi, da tako življenje gre naprej. Ampak pravi, da se ti pogoji ustvarijo in če bo občinski svet to potrdil, potem oblikujemo ponudbo in upam, da jo bodo sprejeli in da v letošnjem letu ta nakup izvršimo in da dobi baletna šola najboljše pogoje, glasbena šola. Seveda po teh dneh želim presenetiti še zagorsko javnost, še z eno dejavnostjo v objektu Sveja. Če mi pa to uspe, pa moram reči, bo to še en... Lahko samo namignete za kakšno dejavnost? Glejte, vse se bo dogajalo v pravni stavbi Sveje. Ne gre pa za proizvodno dejavnost? Ne, proizvodnja se tukaj ne more izvajati. Mi želimo tudi, da se proizvodni del proda, da se proizvodnja ohrani, da ta objekt ostane objekt Sveja kot poslovni objekt glasbena šola Sveja Zagorje in tudi, da ta predel, da se delovna mesta ohranijo in da se kuhinje delajo v Zagorju, da je sedež firme v Zagorju, da je sedež v Zagorju. To so naši cilji in želje. Ampak še enkrat pravim, mislim, da je to dober nakup in probimo včasih se tudi kakšne stvari veseliti in kljub težkim časom, ampak... Kaj pa za obstoječo zgradbo glasbene šole, komu, čemu bo namenjena potem, če bo do tega prišlo? Se še ne razmišlja tako daleč naprej ali pač? Vsekakor. Jaz sem enkrat v šali rekel na seji občinskega sveta, da obstaja Junckerjev program in da obstaja tudi Švaganov program in že pred novim letom smemo eno določeno vizijo, ki se mi karte pozitivno zlagajo. Seveda danes smo naredili komaj prvi korak, sedaj je treba projekte, investicije oceniti. Skratka, najtežja pot nas še čaka, ko dobimo zeleno luč o nakupu, da ne bi prej povzročal stroške. Mi pa želimo v okviru glasbene šole narediti, ampak to bo spet stvar diskusije, to so pač moje želje, medgeneracijski center, potem kakšno inštitucijo, ki prinaša tudi prihodke v občinski proračun in punkt, ki ima sedaj to začasno lokacijo, potem tudi mladi, da imajo možnost, da z minimalnimi stroški lahko najamejo pisarno, kakšni mladi podjetniki, ki rabijo medsebojno sodelovanje, izmenjava izkušenj, skratka en tak center, ki bo, ampak kot sem rekel, to je danes še Švaganova pravljica, upam, da bo jutri to zagorska zgodba. Tam, kjer je pa zdaj punkt, pa verjetno spet nazaj do prostorov lahko, da pride knjižnica Zagorje. Bilo je že načrtovano to? Ne, ta prostor ne pomeni, da je punkt izredno knjižnico. Ta prostor smo odkupili od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kateremu smo ponudili brezplačne prostore na občini. Žal so potem to odklonili, šli v privatne prostore. Mi smo to kupili v nadaljevanju, ko bo finančna slika boljša na državnem nivoju, čeprav pravi, da je konec krize, ampak prej smo že govorili o investicijah na področju kulture in pa ostalih družbenih dejavnosti, da imamo to, kot pravimo po domače, na lagerju in da potem to knjižnico tudi povežemo. Sedaj pa punkt ima svoje prostore, objekt živi, diha, ima pozitivno energijo in sam sem presenečen, kakšni ustvarjalci že tukaj delajo. No, v eni naših oddaj ste dali tudi izjavo o Spektru, o morebitnem nakupu Spektra, pa predlagam, da najprej slišimo, kaj je na to temo na tiskovni konferenci, novinarski konferenci povedal Janez Žlak, direktor rudnika Trbovlje-Hrastnik. Pa prosim. Kako pa kaj kaže s prodajo Spektra?
Ja, družba Spekter pa je sama prodaja, sam razpis je v fazi usklajevanja s Slovenskim državnim holdingom. Ko bo ta razpis oziroma sama osebina usklajena, pa bomo pristopili bodisi k javni obravnavi, javni objavi razpisa oziroma bodisi k prenosu na stanovanjski sklad. Če rečemo, ne, da je zdaj rudnik v državni lasti, da je stanovanjski sklad tudi v državni lasti, vse na nek način je državna firma, tudi so vse občine. Torej, v kakšnem primeru ste vi na občini pripravljeni kupiti, poseči še v ta velik zalogaj stanovanja zdajšnjega Spektra? V kakšnem primeru? Kdaj? Zakaj? Vprašanje Spektra je največje vprašanje, ali pa rekel zgodovinski trenutek, kaj bo z njim. Če se Spekter preda nekomu tretjemu, seveda lahko kratkoročno to izgleda fajn, dober lastnik, rudnik Trbovlje dobi denar za zapiranje sredstev, ki jih je že zapravil, ki mora vrniti bankam. Ko se je zapiral rudnik Zagorje, nismo prodali stanovanj, ampak so se prenesli stanovanja Zagorska na družbo Spekter. Ta stanovanja so gradile naše generacije, gradili so jih Trbovčani, Hrastničani, Zagorjani s svojimi sredstvi. In pri 250 milijonih ali pri 10 milijardah državnega proračuna, da govorimo o vprašanju 7 milijonov, da prodati stanovanja in pustiti 10 000 ljudi v negotovosti, zame popolnoma nesprejemljivo. Sploh, če pride kakšen sumljiv lastnik, ne? Glejte, vsakdo, ki bo prišel, ga zanima samo denar, kapital, njega brigajo ljudje. Na koncu je vedno župan tisti, ki rešuje probleme, ne predsednik države ali minister ali prek subvencioniranja in ostalih stvari. In to vprašanje mislim, da je nujno potrebno rešiti, ne Matjaž Švagan ali samo občina Zagorje, ampak vsi se moramo čutiti tudi odgovornost. Teh 7 milijonov evrov mora zagotoviti država, da rudnik normalno funkcionira in se zapre. Še enkrat poudarjam, to so naša stanovanja. In da mi prodajemo stanovanja za zapiranje rudnika Trbovlje Hrastnik, mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Sveda, vse gre svojo pot, gospod Žlak dobro vodi podjetje, vem, da je v primežu lastnika oziroma bank, ki mora ta kredit vrniti, da lahko funkcionira in izvaja zapiralna dela. Naša odgovornost in pa mene pa je in vseh nas, da ta stanovanja ostanejo ali v občinski lasti, ali v okviru Spektra, ki je v državni lasti, ali v okviru Stanovanjskega republiškega sklada. Da ljudje ne bodo iz dneva v dan razmišljali, kakšne bojo položnice, kako na kakšen način, vse kdo pravi, ja, to je pa stvar pogodbe. Poglejte, koliko ljudi izigravajo z dneva v dan, tiste, ki z dneva v dan razmišljajo, kako na kakšen način bojo preživeli. Vse ne tiste, ki imajo veliko, tiste, ki imajo malo in še jim več pobrati iz uro v svoj žep. V skrajnem primeru tudi osebno vodim intenzivno pogovore, da to odkupi občina Zagorje ob Savi. Morda bo kdo vprašal, zakaj, kako, na kakšen način. Tako sem se odločil, tako razmišljam in tudi mislim, da je to prava odločitev in da tudi takšno podjetje lahko normalno živi. In tudi politika v Zasavju se lahko na stanovanjskem področju bolj kvalitetno pelje. Zame je bilo že nesprejemljivo, da je Spekter izgubil status neprofitnega stanovanjskega podjetja in sredstva, ki bi morali iti v gradnjo, v obnovo stanovanj, ki so dotrajana v Zasavju, gredo za zapiralna dela rudnika Trbovlje Hrastnik. Mene nič ne moti. Ne se gradijo jezera, ne bo res narejeno 5-krat bolj, kot je v Zagorju, kot je 5-krat več denarja, kot ga je bilo v Zagorju. In prav je tako. In še premalo se naredilo v Trbovljah in Hrastniku. Samo ne z tega denarja, ne? Ampak ne iz teh sredstev. Ne. In zato mi pripravljamo ta scenarij in gremo v to težko bitko. Govorimo o velikih denarjih, ampak kot sem rekel, veliko stvari bom še prej postoril, da na koncu stopi občina in zaščiti teh 10 000 ljudi neposredno povezanih z stanovanji, ki so v lasti Spektra. Ampak še enkrat poudarjam,
kot vladi, kot vsem podarjam, to so naša stanovanja, mi smo jih gradili in je nedopustno, da ta denar zmečemo v jamo, ker to pomeni konec razvoja Zasavja in to vprašanje je bistveno bolj pomembno, kot je kakšna cesta, kot hidroelektrarne na srednji Savi v danem trenutku, v tem času. Ampak to ne govorim samo na tem področju, ampak to govorim na vseh inštitucijah, kjer se nahajam. Vsem marsikdo mi očita takšne in drugačne poteze, ampak toliko časa sem v politiki, da vem, da je to edina prava stvar, da te ljudi zaščitimo in rešimo. Pa na ta način tudi občinski proračun potem, ne? Ker če bo občina lastnica, ne glede na to, da bo nekaj denarja za to namenila, ne, bo tudi lahko lažje potem ne bo dvigovala najemnine in s tem potem tudi subvencije, ne, za tiste, ki so na socialnem dnu. Tako. Bo pa to nekdo, ki bo videl samo profit, bodo pa lahko tudi najemnine se hitro dvignile in s tem tudi poseg občinski proračun. Ne. Tako je. Če bomo mi na koncu kupili, seveda treba finančno sestaviti ta nakup in dobiti določena soglasja tudi na državnem nivoju. To pomeni nov zagon podjetju, pomeni stanovanjske gradnje, ker veliko denarja se zbere iz tega naslova. Seveda problem je, ker je veliko stanovanj dotrajanih, zelo starih, ampak jaz sem optimist in mislim, da lahko naredimo eno najboljših podjetij v slovenskem prostoru, če bo prišlo v našo last ali v last zasavskih občin ali v last Republiškega stanovanjskega sklada. Tako da smo tudi resno pripravljeni na to zgodbo in sem prepričan, da jo bomo speljali, če bo v naših rokah. No, uspešna zgodba je tudi podjetje, ki je lastnica tudi naše televizije, torej podjetje EVA Elektroprom, ki ta čas v tem letu praznuje 50-letnico delovanja, torej 50 let, odkar se je lastnik podjetja Janez Vidmar odločil na samostojno pot. Nekaj časa je to pot skupaj s podjetjem prehodil tudi vaš brat, če se ne motim, je bil tu zaposlen. Kako gledate na to obletnico 50 let? Nikar tako, ne? To je le Abraham. Ja, lahko mu rečem, gospodu Vidmarju kapa dol, moram reči, izredno uspešno podjetje, ki je doživel vzpone in padce. Seveda padce ne po svoji krivdi, ampak zaradi samih situacij, kot smo nekateri govorili že v času te oddaje, in jaz sem vesel in ponosen kot občan in župan, da imamo takšne podjetje, ki zaposluje toliko ljudi, predvsem pa moram reči, da iz dneva v dan preseneča z novimi idejami in je hitrejši, kot so marsikatera podjetja, ki imajo bolj znano blagovno znamko, če govorim po reklamah, ne, ker Eva je znam po tem, da se dokazuje s svojim delom, ne pa s kakšnimi potezami, ki so kratkega časa prisotne v našem prostoru. Tako da iskrene čestitke z moje in lahko rečem celotne Zagorske doline. Mi uspešno sodelujemo in tudi občina tista, ki mora ustvarjati pogoje, ne samo EVA, tudi ostalim podjetjem. Jaz sem vesel, da tudi v obrtno cono Kisovec prihaja podjetje Skiti, ki bo vaš sosed iz Izlag Orehovice, ki je odkupil stavbo poleg vas. Tako da to so uspehi, ki lahko rečem, ki mi pomagajo, da se še bolj hvalim, kogar se pa hvalim. No. No, čez kakšen mesec bo spet priložnost, da se malce pohvalite, mogoče tudi odgovorite na kakšno bolj kritično vprašanje. Za tokrat pa hvala za obisk v studio, pa srečno do naslednjič. Hvala tudi vam in hvala za vaše povabilo in prijazna vprašanja. Hvala tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost,
ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.